V Sloveniji je cena plina za porabnika bistveno višja kot v zahodnji Evropi. Ko so v družbi GEN-I ugotovili, da za tako visoko ceno ni upravičenega razloga, so vstopili na trg s konkurenčno ponudbo, pravi direktor Robert Golob. In danes mi kupujemo po normalnih zahodnoevropskih cenah v zahodnji Evropi na trgovskih vozliščih in samo prenašamo ta plin, ki ni nič posebej poceni, do slovenskih odjemalcev. Ker so bile pa cene v Sloveniji do sedaj tako visoke, imamo tako razliko v ceni, da smo dejansko 20% nižji od kateregakoli ostalega ponudnika. To je razlog, da potrošniki množično prestopajo k novemu ponudniku, saj je prehod enostaven in brezplačen. GEN-I jamči, da se cena do 30. junija prihodnje leto zagotovo ne bo povišala. To je garancija. To ne pomeni, da bomo mi s 1. julijem povišali za 30%, ki je pa. Jaz mislim, da ne bomo nič povišali, ampak garancijo dajemo do 30.6. Samo kot ilustracijo, ko smo prišli pri poceni elektriki na trg, smo tudi dali garancijo za leto in pol. Ampak cena je tudi po 3 letih in pol še vedno enaka. GEN-I je imel v načrtu v 3 letih osvojiti 10% tržni delež na področju porabe plina, kar je v teh dneh že dosegel. Od podjetij so že pridobili nekaj večjih, med njimi novomeškega farmacevta.